Dobrodošli v najnovejšem podcastu. Moje ime je Eva Mavrič in danes mi družbo dela najverjetneje najbolj zaposlena Slovenka trenutno. Ne samo, da praznuje 10. obletnico kariere in ob tem izdaja novo glasbo, čisto slučajno jo še ima nek manjše glasbeno tekmovanje počakal na Švedskem. Z mano je Raven. Hej! Živjo. Kako si? V redu, utrujena. Ampak Bo. Ful sem hotela narediti en kratek uvod in pa sem na pismo, moram to imeti, moram tisto imeti. Ful se ti dogaja? Se mi kar veliko dogaja, ampak super napoved. No, Ja. tako da zdaj... Sem strljna. A pretiravam, če rečem, da je to najbolj pestro obdobje tvojega življenja? Ja. Ne pretiravaš, absolutno je najbolj pestro obdobje mojega življenja, pač tako ena taka velika euforija je vse skupaj. Ampak tako, ta euforija je kar utrujajoča pol na momente. Verjamem, si tik pred Švedsko, predtem te čaka še v Cankarjevem domu 10. obletnica, koncert. Vmes še kakšen intervju, kakšen dogodek, tako čisto slučajno skočiš še malo po evropskih prestolnicah, ki je odpeta, ne? Tako še v operi sem Tako imela še zdaj v glavno operi. vlogo, tako da en kup enih stvari sem si dala. No. Kako handlaš vse skupaj? Nekako handlam, predvsem s pomočjo ljudi, ki pač mi res veliko pomagajo. No. Zdaj, težko je verjeti, da te v bistvu poznamo že 10 let, ne? Ja, to se To je meni šlo noro. zelo hitro. In prej smo ugotovili, da ne samo 2 leti ločujeta, tako da smo obe dve pripadnici, nekje med milenici in dženzijevci. Ja, Torej, naj jo je kar zaznamoval tudi Instagram. Veliko se je na absolutno. Instagramu zgodilo. Pa, če se strinjaš, boš šla po tvoji karieri s pomočjo tvojih moj Instagram bog, objav. Ok, prav, greva. Okay, tvoja druga objava, malo sem te postokala kot prava strokovnjakinja. Tvoja druga objava na celotnem profilu je iz 14. aprila 2014, to je praktično točno 10 let nazaj. Tole se pa spomnim, ja. Povej mi vse o tej fotki. To je prvi studio, v katerem sem delala, takrat še s producentom Jernejem Kršičem, pa potem še s Tadejem Koširjem. Hobbit se je ta studio imenoval, ker je bil tako v skalo noter ugrajen, tako da mislim, da sem ene 2-3 komade prve. Jadra, Bežim, pač ne, tudi Črno-bel, mislim, da je tukaj not nastal. Kako se spominjaš teh začetkov? Ful, tako, mislim, ful imam lepe spominje na začetke. Jaz sem res takrat z Jernejem in Tadejem nekako, se mi zdi, da sem kot glasbenica odrasla, pač ko smo se spoznali, sem bila stara tam neki 17, začeli smo delati muziko, ful sta me naučila pač o slovenski glasbeni sceni, o glasbi. Mislim, itak sem že od 4. leta v glasbeni šoli, o sami glasbi vem veliko, ampak o show biznisu pač nisem imela pojma. In tako, no, ful velikrat se spomnim na to obdobje in ful mi je bilo lepo. A se spomniš trenutka, ko si rekla, jaz bom glasbenica? To je to mi je usojeno v življenju. Ne, ker je bilo to, ker sem se že rodila s tem. Res se mi tako zdi, mislim, jaz imam pač slike, ko sem 4 leta bila stara, risbice, ko sem risala in sem rekla, ko bom velika, bom pevka, prav piše. Gor. Tako da jaz sem itak pač res toliko malo so me vpisali v glasbeno šolo in pa sem ves čas bila v tem procesu izobraževanja glasbenega in je pač res del, ne samo del moje identitete, ampak ogromen del moje identitete je to, da sem glasbenica. Potem plana B sploh ni bilo. Nikoli. Aha. Ne, nikoli. Če se zdaj glasba konča kar naenkrat, Vse se ne more. se ne more. A ne? Ne. In to si dokazala v bistvu, da ti je to usojeno, potem že 2016, tvoja prva Ema. Ja, tole pa se spomnim, moj prvi televizijski Aha. nastop. Ful me je bilo strah. Glih sem hotela vprašati, trema. Absolutno trema. Tako ful mi je, ko gledam ta nastop, si kar tako sama sebi rečem, joj, kako cute, kako je bila taka, mislim, tako ful se mi, lepe spomine imam na prvo Emo, spomnim se, ko sem ta outfit videla enkrat na RuPaul's Drag Race, na eni tej kraljici preobleke, kot se reče v slovenščini. A je bila Violet Čački to? Violet Čački je imela oblečeno to obleko, ne točno tako, ona mislim, da je imela neki z nekim A se tisto, ko se je odprlo, a ne? ko ko se je naredila odprl. krog. Tako, in še spomnim se, da je tam, mislim, da ne vem, ali je bilo na generalki ali tudi užival potem, da je v spodi pod mano je bil pač nek tip z ventilatorjem in je pač, da bi pač uravnaval veter v mojih laseh in je prehiter usmeril in se je obleka pač prehiter razprla in odprla in mi je pokvaril cel moški, pojma nima o tem. Evo. Prej si rekla, da trema je bila prisotna, kaj pa danes?
A je še trema po toliko letih? Je trema, sigurno, ampak je pa veliko več tega vznemirjenja, da pač tako, da res komi čakam, da pokažem, kaj sem pripravila za publiko, tako da absolutno trema. Tista zdrava trema, ne pa tista, ki bi te zadržala nazaj. Mislim, včasih tudi, ampak predvsem takrat, kadar vem, da nisem dobro pripravljena, mislim, da najboljši recept za tremo je vaja. Tako da, No, in tvoj prvi nastop na Emi si je hitro prislužil oboževalke, tudi hčerkici našega Jurija Zrneca. Ja, to pa se spomnim v živo, kako je to izgledalo, ko sem se jaz vozila na avtobusu, ker moram pa reči, da jaz sem, cela moja družina, vsi smo veliki fani pač Jurija Zrneca, on je meni, mislim, obožujem ga. To si tudi napisala, mislim, da o svojem navdušenju nad Juretom sploh ne bom govorila. #starstruck. Totalno starstruck. In spomnim se, da sem se vozila na avtobusu in sem dobila telefonski klic in Jurij Zrnec pri telefonu, zdaj to bo totalno čudno se slišala, ampak moje dve hčerki pač te obožujeta. In sem res mislila najprej, da je hec. Tako sem rekla, kaj zdaj mene kliče Jurij Zrnec. Tako da ful lepo, ful se spomnim tega. No. A se spomniš tudi, kdaj te je prvič kdo prepoznal na ulici, v trgovini? Ja, spomnim se. Kako točno, je bilo to? Kdaj je v bistvu en fant, ki je zdaj tudi se ukvarja sam z drag kraljicami preobleke, ki bo tudi z mano na koncertu v Cankarjevem domu. Skupaj z drugimi damami, je prišel do mene v Mariboru, ko sem bila na nekem čaju in spomnim se, da je prišel do mene in rekel, a se lahko slikam s tabo? In moja prva reakcija je bila, zakaj? Spomnim se, da sem ful bila, mislim tako, ker sem mislila, da ne vem, ker sem imela še tako črno šminko in da sem mislila, zdaj mislila, da sem kot neka tukaj žival v živalskem vrtu, da se bo slikal z mano, v bistvu pa zato, ker je pač poznal jadra in mu je bil komad ful všeč, tako da pač ful lepo. In še zdaj velikrat pride na moje koncerte. No. A danes lahko greš po kruh, brez da bi te prepoznali? Pri meni je tudi tako vedno bilo, ker sem imela tak imidž malo bolj poseben, da nikoli nisem vedela, ali me gledajo zato, ker me poznajo, ali zato, ker pač izstopam. Lasje so te najbrž izdali, tako da načeloma me kar poznajo. Okay. Ampak so načeloma dobre izkušnje? Ja. Dobro. Gremo na drugo Emo, Zažarim. Ja, Zažarim. Spomnim se, kdaj sem prišla do te ideje, da bi pač zažarela na odru. Na Ziget festivalu sem bila, gledala sem koncert od Sije in imela enega plesalca, ki je imel na rokavicah te ogledalca in potem pač posvetljeno luč in se je to ful odbijalo in jaz sem rekla, jaz moram nujno to enkrat narediti, ampak cela hočem biti v tem. Tako da, in si bila? Ja, nisem bila. To je zdaj eden tvojih največjih hitov, a pretiravam, če to rečem. In po moje je največji hit. A se še poistovetiš s to pesmijo po toliko letih? Ja, Zažarim, ja. Ne pa z vsem, ja. To sem hotela reči, da je težko, kad ti hočeš napredovati kot glasbenica. Ja. Ljudje se te pa spomnijo po tisti pesmi iz 2016, ko si sej ful lepo, ampak to nisem več, jaz bi šla rada naprej. Ja, absolutno, pač jaz tudi grem kar naprej. Mislim, ne vem, če je pol to pametno, ne vem, če sem zelo taktična, kar se tega tiče, ampak jaz pač grem pol naprej, zdaj pa... Greste z mano ali pa ostanete tam. Bravo, jaz mi zdi, da je to edino pravilno. Ampak ne samo glasba, ne? Potem je pa prišlo leto 2018 in prva gledališka. Moji roza filtri. In to je roza filtri. Ja, tukaj sem pa prvič v SNG Nova Gorica. Spomnim se te, si prišla v moje konce. Ja? Ja. Ja, vem, da so me klicali, režiser Jaša me je klical in rekel, da pač ima nisem ga sploh, nisem se prepoznala, pisal mi je najprej na Facebook, pa smo se slišala, je rekel, jaz imam eno vlogo za tebe, ki je res, vsi smo se strinjali v teatru, da to si ti. Ti si ta vloga, ti sploh igrati ne boš rabila, ker to ti si. In jaz kaj pa je ta vloga? To je v bistvu ena res nora ženska, ena taka prerokinja, čarovnica, Kassandra v Trojankah, ki pač vidi v prihodnost, ampak in nihče zares ne verjame. Tako da, dobro, spomnim se, ko mi je to rekel, si se da, kako mene ljudje vidijo. Ampak sej, hkrati pa tudi malo komplimentno. A je težje biti na odru ti kot ti, ali v vlogi recimo Kassandre v tem primeru?
Oboje me je zabavno, jaz ful rada igram, tudi verjamem, da vsak lik, ko ga uprizorim, da je pač, in verjamem, da je to tudi enako pri drugih, da je to samo en aspekt mene, ki že je tam. Verjamem, da ne moramo dobro odigrati nekega lika, ki nima nekih skupnih značilnosti tudi z nami. No. Vem, da imam kakšne like, ki mi jih je težko igrati, zaradi tega, ker ostane tudi sama. Jaz nisem taka, hkrati tak tudi nisem zares igralka v tem smislu, čeprav smo na akademiji imeli dosti tudi igralskih predmetov. Ampak verjamem, da pač ne moramo dobro odigrati nekega lika, če se ne poistovetimo z njim. Zdaj, to je bil eden prvih projektov, ni bil pa zadnja, ne? A bi še kjer ga izpostavila? Mislim, bila si res v številnih. V teatru. Ja, v bistvu to je bila se prav res vloga igralska. Malo sem sicer pela, ampak ni bila to neka opera. V operi pa sem prejšnji sezoni prvič uprizorila lik Larine v Njeginu in pa Javnega mnenja v Orfeju peklu. Letos so mi pa že dali naslovno vlogo v tango operi Marija de Buenos Aires, tako da ta je bila pa zame res zdaj februarja je bila premiera in pač ena izmed najlepših izkušenj v moji karieri je bila prav ta predstava in ustvarjanje tega lika. Zdaj, mogoče manj prijetna izkušnja, tretja Ema in kaos. In morda prva drama v navednicah, v kateri si bila tako javni. Ful je zanimiv, kako v bistvu te ljudje ful zbildajo, pa te tako hitro tudi potlačijo dol in vržejo v koš dobesedno. Ta kaos je bil kar... Kaos. Res kaos, ja. Plus s tistim škandalom še zlejo in mislim, to je... Zdaj, ko malo nazaj pogledam, se mi zdi ful stvari v bistvu smešnih. Ampak je pa ta ima bila velika šola zame. Predvsem, da je treba si predstavljati, mislim, kaos deluje zelo dobro, lahko tudi v živo, če je stvar primerno ozvočena, zmiksana, narejena. V tem primeru to ni bilo, ampak sem pa še vedno ful ponosna na nastop. No. Ti je takrat kak znan Slovenec dal na svet, ko si bila prvič v tem medijskem vrtincu, ti je kdo rekel, v redu je. Ne, zares. Ne. Da bi se spomnila, možda da mi je dokaj takrat rekel, ampak niti ne zares. Takrat nisem čutila neke podpore, ampak je pa tudi možno, da sem bila sama v takem nekem mentalnem spaceu, da enostavno nisem niti zares dovolila. Vem, da tisto obdobje je bilo za mene tudi osebno. Se je ta pesem zelo odražala to, kaj se je v meni res dogajalo in kaj se je v mojem življenju dogajalo. Tako da se je to pa tudi na odru videlo. Se je manifestiralo potem več. No, zdaj večina glasbenikov, pa če glasbenikov pri nas ne, ti pa po domače povedano usput, greš še malo na akademijo za glasbo in jo tudi uspešno zaključiš. Ja, in se prelevim v neko čisto drugo osebo, zrjami bila. Tukaj te pa morda ne bi prepoznali, ko greš po kruh. Ja, ampak to je moja naravna barva las. Tako da... Ja, pač tukaj mislim, da je to slika sem magistrirala na akademiji. Juni 2021. Tako, 3 leta nazaj. Takrat tisto obdobje sem se prav, to je bilo med tisto obdobje korone in tako sem si jaz res vzela čas za to, da se zaprem v svojo sobo, kjer vadim in sem klasiko, operno petje, tehniko, res vsak dan sem vadila, vsaj 2 uri, ful mnogo repertoarja sem se naučila in ful mi je prav prišlo v bistvu ves ta čas med lockdownom, ker sem res imela čas za to, da sem delala na svojem inštrumentu. No. Zdaj sicer to si rekla, da je bilo v koroni, ampak drugače pa je težko to neko dvojno življenje. Hkrati si glasbenica, nastopaš na prireditvah, hkrati si v bistvu še študentka kot neka Hannah Montana, dvojno življenje. Je težko kombinirati. Jaz sem študentka psihoanalize, zdaj še vedno. Sej to. Še en fakt. Še en fakt zraven. Ker če ne, ti bi bilo preveč dolg čas. Ja, tukaj se pač vidi, da moram ves čas nekaj početi, ker drugače. Ja. Rada sem zelo zaposlena. No, mislim, da je tudi moja težava, na kateri še moram delati. Je težko, ampak hkrati pa čisto vse, kar počnem, res rada počnem. Tako zelo sem selekcijo naredila stvari, kaj... Vedno sem imela, pa tudi tako so me vzgojili, zato sem tudi ful hvaležna svojim staršem, da sem vedno imela možnost početi to, kar sem si jaz zares želela, da so me podpirali v tem, da sem pač nekako razvila svoj glasbeni talent in da res zdaj, to se mi zdi tako največja vrednost ima v mojem življenju to, no, zame, da počnem to, kar si želim. To si ne znam predstavljati, da bi šla zjutraj v službo, pa
ne vem, tam nekaj rutinskega delala. Toliko imam zanimiv job, da sem ful hvaležna v bistvu za to. Potem pa je nastopilo leto 2022, če se ne motim, in zdaj Habanere. In v bistvu si tukaj zapisala, da si se morda končno našla svoj prostor pod soncem, ker nobena skupina te načeloma ni nekaj sprejela, za ene si bila preveč pop, za druge preveč šolana, preveč klasična. Ja, Habanera je moj prvi poskus tega crossover pop opera momenta. Zelo sem se tega otepala dolg časa, ker mislim, da je to zelo nevarno za, da postane, v bistvu ta žanr se mi zdi zelo nevaren, da postane hitro zelo sladen. In pri Habaneri sem si želela pač pokazati, da evo, opera je lahko tudi zelo sodobna. Cool in pop. Tako. Kdo je torej Raven danes, zdaj, ko si se našla v tem vrtincu vseh miksov? Vse sem. Vse pomalo. Vsega sem pomalo, mislim, da ima vedno nek ta temačen twist zraven. Rada sem v stiku s tem delom sebe. Mislim, da tudi nagovarjam to pri poslušalcih velikrat, nekateri pač tukaj to zelo začutijo, nekateri ne. Tako da jaz sem miks vsega. A bi kdaj šla prav v eno tretjo smer, recimo zdaj je Beyoncé šla v country? A bi ti tudi naredila? Ravno sem poslušala njen album danes zjutraj. In odzivi? In sem prav točno to razmišljala sem, da kako zanimiv, da res tudi, mislim, sploh v Sloveniji, tako te hitro stlačijo v nek predalček in pol, evo, to je taka mislim, če bi jaz zdaj country komad izdala, bi bilo spet, evo. Raven se je zmešalo. Spet se je zmešala, spet nekaj 10. Pač kot izvajalec se razvijaš, sploh čez leta, mislim, jaz sem začela, se prav prvi komad sem izdala pri 17, 18, zdaj bom 28 stara, valjda sem v teh 10 letih se razvila. Hvala Bogu, punce v žensko, in se mi zdi to tako normalno, je pa pač veliko lažje za ljudi, da samo te dajo nek predalček in pa te ne rabijo več v njemati. Tako da mislim, da ljudi pa razburi to, da zdaj ne delaš tega, kar so oni, da narediš nekaj nepričakovanega in s tem presenetiš in da ne more nečesa čisto kontrolirati. Tako da to mislim, da je tisto, kar jih zmede. No in tudi tega ni bilo za pričakovati. Poleg vsega, kar smo našteli, si se tudi v voditeljski vlogi sprobala, najprej na Emi z Valičem, Vidom Valičem, na popevki z Ikono, Heleno Blagne in pa še pesem Ikona prišla ven. Se mi zdi, da je najbolj primeren naslov, kar se da v tem primeru. Spomnim se, ta komad sem naredila, v bistvu za ta zadnji EP sem se prvič preizkusila tudi v vlogi producentke in ta komad sem naredila v bistvu z neko mislijo. Nisem pričakovala, da bo duet, ampak hotela sem narediti nek tako mal gej himno in zdi se mi, da mi dve skupaj s Heleno sva zelo lepo podprle ta komad. Ful mi lepa izkušnja bila dela z njo, ful je profesionalna, ful je topla oseba, pač obožujem Heleno. No. A si se kaj od nje naučila, od prve slovenske dive v najboljšem pomenu besede? Še bolj mi je pač nekako potrdila to, da na koncu dneva moraš v bistvu biti ti sam zadovoljen, kar se tiče nekih teh delovnih navad, da težiš ljudem, dokler neki, mislim, da če sam veliko delaš, pač veliko pričakuješ tudi svoje ekipe, od ljudi, ki pač delajo s tabo in ona je tako, zelo, kako se temu reče, unapologetic. Svoja je, ne opravičuje se, dela, kar ona hoče. Dela in pač se ne ozira za se ne ozira tako da Ikona. Zdaj imamo torej o Heleni, Ikona, imamo Elektrino srce, imamo Feljo, ki je prišla ravno pred par dnevi ven, imamo seveda Veroniko. Polovica nas še čaka. Ja, še mene tudi čaka. Ne, saj imam že par komadov, demo posnetkov, ampak moram še po Euroviziji se zapreti v studio. Mislim, da imaš opravičilo, zakaj še ni vseh zunaj. No, hvala. Ampak upam, da bo do konca leta, ja. Ampak, a si to naredila kar en seznam žensk, pa mogoče katera ni prišla v ožji krog, pa bi... Ne, v bistvu sem sprotna, kako sem delala komad, ko sem začutila, mi tako vedno najprej začnem z melodijo, pač s producenti, nekako najdemo nek sound in potem slišim nekako, vidim tudi, o kom si želim pisati v istem momentu, kaj mi paše na komad, tako da zelo spontano. In vse poti vodijo do ene edine Veronike. Ja, Veronika je pa in vizualno in zvočno in čistko emocionalno
tekst, vse. To je v tem momentu izdelek, v katerega sem vložila vso svoje znanje, vseh teh 20 let izobraževanja v glasbenih šolah, stanja na odru. Vse, kar znam v tem momentu, je v Veroniki noter. Zdaj, čez 10 let upam, da bom pač presegla to, ampak vem, da v tem trenutku je to največ, kar pač zmorem dati od sebe. Torej, ni kančka dvoma v tem izdelku, produktu. Enač vse poti vodijo do Eurovizije in tudi jaz te bom malo pomučila z vprašanji. Zdaj, ko sem se pripravljala na ta pogovor, sem pogledala vse, kar je bilo na YouTubu. Tako da se mi zdi, da te že malo poznam, ampak hkrati je bilo pismo to njenega vprašanja, ki ga že ni dobila 10-krat. Po mojem, če te še v 20 vprašam, kdo je Veronika, boš ostala in šla. Tako da najprej bom eno za svojo dušo vprašala. Rekla si, da rabiš dramo in v tistem trenutku sem rekla, končno nekdo od Slovencev, ki reče, da rabi dramo, rabi meglo, rabi golo kožo. Jaz sem ful velika oboževalka Eurovizije in ful rada držim pesti za naše, valjda. Ampak se mi vedno zdi, da pismo, zakaj si ne upamo iti do konca? Zakaj ne bi bili enkrat mi tisti, ko rečejo, a ste vi to videli? In zdaj se mi zdi, da pri tebi ne bo te težave. Povej mi vse. Absolutno ne bo te težave. Jaz tako veselim prve vaje, ker tako ponovadi že iz prve vaje pride kakšni posnetki, ko bodo ljudje videli, kaj smo mi zares pripravili, ker ljudje mislijo, verjetno bo tako, kot je imela na predzabavah z plesalko, ko sicer bo Mateja, plesalka, ki je z mano bila na teh pre-partijih tudi z mano, ampak absolutno bo to veliko bolj dramatično, pompozno, temačno, senzualno, strašljivo. Ta nastop je res, tako ful stojim za njim, absolutno ne bo za vsazga, ampak ne mogoče pa, da ga ne bi opazil. No. Pravi eurovizijski oboževalci bomo navdušeni. Mislim, da. Ravnodušni sigurno ne boste. To je super, to je to, kar rabimo. Zdaj za pomoč pri vprašanjih so mi pomagali še člani Eurovizijskega kluba oboževalcev v Sloveniji, tako da bom kar z njimi začela. Zanima jih, če si se zavedala, v kaj se spuščaš. A si se zavedala, da bo to tako naporno, ko je? Ne, jaz pojma nisem vedela. To ne more noben te prepraviti na to. No. Res ta izkušnja je pa res edinstvena in ful nagrajujoča, hkrati zelo strašljiva. Pač padeš v nek svet, eurovizijski mehurček, ki težko potem tudi razume sploh kdorkoli, v kakšni poziciji si, razen tisti artisti, ki so, tako da sem zelo hvaležna, da sem tudi imela kakšne bivše Eurovizice, ki so mi malo tukaj svetovali. A ti je kdo dal prav tako poseben? Jaz sem predvsem z Jokerji, itak z Bojanom so ful prijatelja. Chris mi je tudi kaj od Jokerjev povedal. Tako, ful sem bila vesela tudi tisti dan, ko je pač bila tiskovka in ko so vsi izvedeli, da grem jaz na Eurovizijo, sem skoraj cel dan potem z Bojanom sem bila na neki kavi, gor in dol smo se malo pogovarjali, sem ful hvaležna za to, ker je v tistem momentu res vedel, kako se jaz počutim, ker padeš kot neka Alica v čudežni deželi, si pač tam med norci malo, tako da, ja. Evrovizijski oboževalci so zelo temperamentni, čustveni. A čutiš to podporo in domačih in tujih? Ja, čutim sigurno. Mislim, to absolutno ni neka taka navadna slovenska publika, hladna, ki pač tam sedi pod odrom. Ful so, tako zelo so vročekrvni, no. Z dušo in telesom pri tej zadevi. Tako, ampak zaenkrat tako, no, imam ful lepe spomine tudi na vse te predzabave, na tujce, ki pač rekla si, da v Barceloni je bilo najbolj. Ja, Barcelona je bila meni najljubša, čeprav ni bila največja. Mislim, je bilo 3000 ljudi, ampak mi je bilo ful tako zanimivo, ker sem se zbudila tisti dan čisto brez glasov, to se mi že leta ni zgodilo, tudi tega, ker sem pač spala 3 dni zapored po 2 uri. Ješ niti ne dober, slikaš se ves čas, to moraš biti socialno prižgan, da te to kar izčrpa in sem se zbudila čisto brez glasu in sem potem do večera bila, kako bom jaz to, na koncu bo to en mojih najboljših nastopov in pač publika je bila krasna in ful so peli, na vseh teh predzabavah so vsi ful peli na glas Veroniko, tako da ful lepo. Jih ni oviralo to, da je v slovenščini? Ne, to je pa sploh noro. Pač mislim,
Jaz sem bila čisto presenečena. In tudi potem, ko sem pač zaključila pesem, so še peli, jaz sem tisti Veronika, mislim, noro občutek. No. Še to je zanimalo oboževalce, recimo rekli smo, da je to zelo naporno in vse. S kakšnimi občutki se ti zbudiš zjutraj, ko veš, da te čaka stojen intervju, kakšen nastop še vmes, selfie, podpisi, a se zbudiš in rečeš, gremo, a se zbudiš in si, ne morem. Oboje, ampak ne, predvsem res toliko sem hvaležna za to vse, kar se mi dogaja, da se mi zdi, da če bi rekla, da mi je tako, to se mi zdaj res prav nehvaležno in tako, no, ful se zavedam, kakšno srečo imam, da sem v tej poziciji, kjer sem, je pa absolutno naporno. Ja. Stavnice, spremljaš, ne spremljaš? Malo spremljam, valjda. Mislim, da sem se zelo lepo povzpela gor od začetka. Tudi te predzabave so mi zelo pomagale. Ful sem vesela, da so me ljudje prepoznali kot pač neko kvalitetno vokalistko. Ampak smo pa pač Slovenci in verjamem, da če bi z isto pesmijo zastopala kakšno drugo državo, bi bila zgodba malo drugačna. To morda fajn, da gledalci vejo, da države dajo veliko v te stavnice. Absolutno, države financira. Mislim, ko vsi govorijo, kam gre naš davkoplačevalski denar. V bistvu gre veliko mojega denarja, tukaj niti ne vašega, tudi, no. Pa predvsem to, da druge države veliko več vlagajo, kot pa zmore Slovenija. Tako da tukaj res je na izvajalcu ogromno, da pač, če si želi zase dober nastop narediti, da pač je ogromno nekega finančnega, energetskega vložka, organizacijskega vložka iz strani izvajalca. Zdaj veliko časa je vodil Hrvat, zdaj ga je prihitel Švicar. Tvoji favoriti? Jaz sem res vsak dan druge, ampak Hrvat mi je zelo všeč. Z njim si se tudi povezala? Ja, sem se tudi že povezala, tudi tako, no, on pokazal nek support za mene. Všeč mi je Srbkinja. Ja, moj kar favorit je Litvanc, tale Silvester Belton mi je top, z njim sem se tudi lepo ujela. Ful je ni dobrih vokalistov, Šveda sta pač vrhunska vokalista. Pa tudi produkcijsko se vidi, da je švedska. Absolutno. Tudi tako sta profesionalna, mislim, tudi vidite, kako se to upeva, pač res super sta, Italijanka je ful dobra. Italijanka je tudi moja favorita. Estonci so taki dark horse, se mi zdi, tega. Sicer so pač zelo specifični posebni, pa meni so the best. Se mi zdi, da letos je ta Eurovizija v najboljšem možnem pomenu ena skupina norcev, vsak gre v svojo stran do konca. Absolutno. Ko poslušam Nizozemca, ko poslušam Hrvata, ko poslušam tudi Švica, je daleč od nekega pop komada. Tako da se mi zdi, da letos rekli, vsi gremo all in, pa da se zgodi, kar se zgodi. Absolutno gre all in, tako da si tudi jaz lahko nekako še toliko več prvoščem, se mi zdi. Zdaj narediva korak nazaj še pred Eurovizijo Cankarjev dom. Ja. 10. obletnica, kaj lahko pričakujemo? Ravno sem prišla z vaj. V bistvu predvsem si želim s tem koncertom prikazati ljudem, kako se je moja glasba razvijala skozi teh 10 let, tako da sem zelo kronološko zastavila cel ta program. Z mano bo na odru moj godalni kvartet in veliko elektronike. Imela bom tudi malo plesnega vložka z plesalko. Imela bom še gospe kraljice preoblek drag queen na odru na nekem momentu. Ki so v bistvu kar pomemben del tvoje poti. Moje poti in mojega poslušalstva, tako zelo sem hvaležna za to skupino ljudi, ki me pa zelo lepo podpira. En mojih najboljših prijateljev, Gregor Ravnik, bo z mano zapel eno operno zadevo, tako da načeloma veliko moje, pač samo moja oziroma z 2 izjemama avtorska glasba, pa neko mešanje klasike in elektronike. Vse za vse okuse. Če se ne motim, si obljubljaš koncert, ki presega glasbeno doživetje. To piše na uradni spletni strani. Zdaj sem pa se... Drama. Predvsem zvočno, no. Mislim, da bo zelo pester koncert in da ljudem ne bo dolg čas. Pa vizualno, kar pa tudi nikoli ne razočaraš. Vizualno pa, če sem čist iskrena, sem tukaj res dala prednost glasbi. Če ne bi imela Eurovizije, bi, kar si že samega šova, verjetno še malo nadgradila ta koncert, ampak mi je pa tudi v redu, da imam tukaj zdaj... da v bistvu smo postavili koncert, kjer vse skupaj res temelji na dobri zvočni podobi. No.
Dobro, zdaj smo obdelali vse, kar je bilo, kar še bo, potem po Euroviziji, kar sem brala in gledala intervjuje, si rekla, da si želiš tudi na tuj trg priti, vsaj na Balkan. Ja, jaz mislim, da Balkan, kakšen tako bolj slovanski narodi, mislim, da tukaj je zelo prostor za mojo glasbo, zelo jo cenijo. Tako da upam, bo pa mislim, da sama Eurovizija veliko pokazala, no, kam se bo razvijala zdaj ta moja glasbena pot. Ful mi je všeč, ful mi je všeč, ful sem, to že 10-krat rekla, ampak to je res najbolj tako neko občutek, ki me bo še sprevevati neke hvaležnosti in predvsem zdaj sam res želim uživati v svojem delu, v svoji glasbi in verjamem, da če bom na ta način delala, da bo tudi pravi ljudje k meni prišli, da bo prava publika mene Da te bo našla. našla. Ja. Zdaj, to, ko sva povedala, bi človek rekel, ima Raven 40 let, da vse to dosegla. Ne, čez par dni praznuje 28. rojstni dan. Ja. In to ravno dan, preden greste na Švedsko. Ja, Torej, žur odpade. ne, absolutno odpade. Čeprav mislim, da zdaj sem že nekako neke trike imam, da vem, kaj moram početi, da lahko malo še grem zaplesati, potem pa pač do poslo pa spat. Ampak ves čas so mi vsi govorili, da moram predvsem uživati v tej izkušnji. In ves čas sem tudi nazaj govorila, ja, ampak jaz grem tja delat in sicer še vedno se s tem strinjam, jaz grem tja delat za svojo kariero, za svojo glasbo, za svojo ekipo. In pol, ko bo vse štimal, ko bom videla na prvi vaj, da vse je to, ko mora biti, pol bom jaz uživala. Kar je res, ampak je pa res, da pa moram uživati, če ne bo vse čisto, kar si želim, ki pa res nimam nič od tega. Bomo žurali, ko pridemo v finale. Tako, no, to Dajmo manifestirati. Ne če, ko. Ko. A si upaš kaj napovedati v finalu mesto? Ali raj ne boš džinksala zadeve? Jaz bi si zelo želela biti na levem stolpcu, ampak bomo videli. Mislim, da Slovenija vedno tam nekje vmes pristane. Tako da, predvsem finale. In pol od tam naprej. Naj se zgodi Ja, volja vseh Tako. žensk, o katerih poješ. tako. Hvala, ker si prišla, hvala, ker si vzela čas. Hvala tebi za povabilo. Nič In in, nič in bomo držali pasti. Vse Hvala ti. od tu do Švedske. Hvala. Hvala. Vam pa hvala, da ste bili z nami in ostanite na 24ur.com še naprej, kjer vsak dan pripravljamo nove vsebine za vas. Srečno!